Gašper, Singa, pa si nora, veš, kaj je to, pa ti, daš pa še več časa živ. In ko čaš diplomo, si rekel, zdaj jaz na bicikl in bom šel do Singapurja. Ja, ob 8 zjutraj pridem na faks, na ferij, lepo zrihtan, v beli srajčki, usnjeni čevlji. Zagovorim mojo diplomsko, dobim desetko ob 10 zjutraj, ob 12 grem na Štuka, ob 4 popoldan se usedem na kolo in čez 1 leto pa 3 mesece pridem do Singapurja. Ker sem videl, da ima pred sabo še 14,000 km, mislim, halo, kom to preživel. Koliko si poprečil prekolesaril vsak dan? V Indiji, ker sem bil na poti že 8 mesecev takrat, sem lahko tam delal po 100 km vsak dan. Ajlar, medvedi, pazi se. In jaz tisto noča nata sem tako le zmignem z roko, ne skrb, bom že preživel. Pa kar naenkrat, jaz v daljavi, 50 metrov pred mano, vidim tako malo medvedko, pa 2 mladiča, ki so vsi tekli proti meni. Pa so še 2 ali 3 dodatni se ne hecam, 2-3 odrasli medvedi, tako veliki, prišli in on meni reče, daj pejt ven, pa poberi tisto kolo, pa ga flikam zadnji na kombi. In jaz tega pogledam, a s tim nor, zunaj so medvedi, ne bomo pojedali. Medvedi so bili še tam? Medvedi so bili tam. A ti povem ena dobra zgodba. Pride en Indic z motorčkom, z neko vrečko v roki in se ustavi pred mano. In mi sam da tisto vrečko in jaz gledam, kdo si ti? Erfan nama je prvi dan zrihtal prenočišče pa njemu doma, da je njegova mama nama kuhala, preprosto sam riž pa zelenjavo, ker nista imela mesa pa kaj drugega, ampak sam nekaj sta imela in vseeno sta nama hotela to dati. Imaš občutek, da si imel na tej poti neke angele, varuhe ali pa neko vodstvo, ki te je spremljalo, da si prišel srečen? Ja, jaz ne vem, je bil Buda ali je bil Jezus ali Krišna, ne vem kdo. En je bil ziher izmed teh, ki je gledal name. Misliš, da bi to isto pot lahko naredila ženska sama? Ja, zdaj... Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Danes imamo tako zelo zanimivo raziskovalno temo. Z nami je Gašper Šircelj, ki je diplomiral na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru, FERI, in se je podal na 16,000 km dolgo pot, ki je trajala 442 dni in je šla čez 16 držav. Gašper, dobrodošel. Wow. Živo, to pa je v vodo. Hvala. In ko čaš diplomo, si rekel, zdaj jaz na bicikl in bom šel do Singapurja. Ja, pa to, ne vem, to veš to zgodba, ampak jaz sem v bistvu to na isti dan vse naredil. Aha. Jaz sem ob 8 zjutraj pridem na faks, na ferij, lepo zrihtan, v beli srajčki, usnjeni čevlji, tisto urihtan do nule. Zagovorim mojo diplomsko, dobim desetko ob 10 zjutraj, ob 12 grem na Štuka. Štuk je najbolj znan klub za študente v Mariboru, zato ker pač tam sem vsak torek bil, res, ker sem tam študiral. Čakaj, to je zdaj prostor za študij ali za zabavo? Za zabavo. Aha. Študija tam ni. Okay. Torej, v prostorih Štuka se študira ne. Okay. Tako, torej, pridem tja ob 12, se družim 4 ure za 40 mojih prijatelji iz mojih študentskih let, ob 4 popoldan se usedem na kolo in čez 1 leto pa 3 mesece pridem do Singapurja. Wow. Tako da v vse enem dnevu, pač neverjetno, koliko se mi to dobro poklopilo, res. Čakaj, do kje si prišel prvi dan? Do prvi dan sem prišel do kaj že tam, Slovenska Bistrica. Sem spal tam na nekem polju hmela. Čakaj, Slovenska Bistrica je proč od Singapurja? Torej, prvi dan, ko sem štartal iz Štuka, sem naredil 40 km. Ja. Tako da tisto prvo noč sem prvo spal tam v Bistrici. Čakaj, Bistrica ni proti Gorici, dol? Aha, to te zanima, ja. Ja, smer. Torej, Singapur bi rekel, da je tja. Tako, dobro vprašanje. Torej, jaz sem vedel, da bom na poti veliko časa, ne. In jaz imam v Sloveniji po vseh krajih družine, pa prijatelje, pa to.
Tako da nisem si mogel dati, da bi šel jaz sam iz Maribora direkt na špuro do tja, do cilja. Prvo sem jaz v Sloveniji preživel, mislim, da 2 tedna, ker sem hodil po raznih koncih, da sem šel do vseh, ki jih poznam. Sam zato, da sem se poslovil, da jih še zadnjič videl, ker sem videl, da 1 leto jih ne bom videl. Tako da sem zaradi tega šel prvo do Ljubljane, do Gorice, do Kopra, pa še tam do Krasa, ni danino. Bravo. Ja. In potem, še 14 dni. Čez 14 dni pa Hrvaška, pa realizacija, da sem sam na poti. Koliko si poprečil prekolesaril vsak dan? Torej, tako bom rekel. Recimo, ko sem bil v Indiji, ko sem bil na poti že 8 mesecev takrat, sem imel moje telo pripravljeno do amena, pač res sem bil v formi. Tako da sem lahko tam delal po 100 km vsak dan. Torej, rečemo, da sem si zadal cilj, da pridem do enega velikega mesta. Videl sem, da imam 500 km do tja, tako da sem si sam simpel kalkulacijo naredil, 500 deljeno 5 dni, 100 km na dan in sem opravil. Tako da sem imel to v sebi, ampak naprimer v Sloveniji, recimo, ko sem pa šele štartal, ko pa še nisem imel te fizične pripravljenosti, tukaj sem pa rečemo delal 60 km na dan. Tako da zelo sem pazil, kaj mi telo govori. In tu nisi imel neko električno kolo? Ne, to je železno, torej jekleno kolo, ki je teklo sam na vodo, bureke, na svašta boga, kar se dobi pač. Elektrike ni bilo pri meni. In to je neko posebno predelano kolo, da si lahko imel več opreme na njemu? Kaj si imel? Torej, poanta takih koles je to, da so zelo vzdržljiva, ne? To je prvotno, torej, da so iz neke jeklene osnove. Da tudi, naprimer, če ti kaj poči, da kjerkoli si na svetu, bo že najdel enega mojstra, ki ti lahko tisto zašvasa. Ja, imaš pa potem gor še na sprednji pa na zadnji strani prtljažnike, na katere potem daš torbe, v katerih imaš pač celo opremo. Tako da niso spet tako posebna ta kolesa, no. Pač bo res samo to, da imaš dovolj torb, v katere lahko daš stvari. Koliko si imel zdaj opreme s sabo? Kaj si imel vse s sabo? Torej, zelo minimalno. Imel sem, vedno s sabo 2 ali 3 pare gat, 2 ali 3 pare nogavic, 2 majici za švicat, za kolesart, hlače kolesarske, tako da zelo minimalno, ampak sem pa od začetka poti vedno, vse do konca imel eno tako lepo belo srajco, take lepe hlače, pa ene dobre čevlje, tako da pa kjerkoli sem bil na svetu, ali v Indiji, ali v Iranu, nisem naokoli hodil tako v tistih kolesarskih oblačilih, dejansko sem se zrihtal. Aha. Torej, daj nam povej zdaj, kako je bila ta pot. Torej, začel si v Mariboru, potem prekolesaril najprej Slovenijo, potem na Hrvaško. Torej, kako si doziral ta potovanja? Zdaj, si imel cilj, da nekam prideš čim hitreje, ali si tudi se ustavil, pa si kaj užival? To je ful dobro vprašanje. Videl sem, da sem imel v glavi mogoče malo drugačno mišljenje na začetku, pa proti koncu. Torej, na začetku sem imel vedno v glavi, ok, zdaj sem štartal in cilj imam Singapur. Ne? In vedno sem imel po tisto v glavi, ok, jaz moram biti zdaj vedno na poti, da čim prej pridem do tja, pa videl sem, koliko ima še do tja, ampak sproti na poti sem sam realizacijo dobil, da me je to toliko stresiralo, ker sem videl, da ima pred sabo še 14 000 km, mislim, halo, ko bom to preživel. Tako da rečemo 2 meseca po začetku, sem si res strukturiral tako, da sem imel cilj samo do naslednjega velikega mesta. Ne? Tako da ko sem videl, pa ok, imam 300 km za opraviti, to je pa že ok šlo. Tako sem si strukturiral pot. Načeloma države sem imel prigruntene, kam bi rad šel, ampak še enkrat, mislim, to je bilo 16 000 km dolga pot. To nisem mogel vsake makedonske poti pač si splanirati. To sem sam šel na pot, pa že sproti sem zgruntil, kaj je bilo potrebno. Imel si skozi neko navigacijo s sabo? Tako je. Torej, imel sem vedno 2 telefona. En telefon je bil za klicanje, pa za družino, pa tako en dober Samsung. Drugi telefon je bil pa za navigacijo, ki je imel tako malo večjo baterijo, tako da mi je zdržalo. Cel dan? Cel dan, dejansko 2-3 dni sem zdržal. Pa imel sem še powerbanke, tako da nisem rabil vsak dan elektrike za preheftace gor. Si imel kakšen šotor s sabo? Ali? Ja, šotor, torej spal sem tretjino časa v šotoru. Tako je. Tretjino časa sem spal v šotoru. Na začetku sem bil absolutno paničen, kaj se mi bo zgodilo v tistem šotoru. Spomnim se, ker sem bil pri rijeki, zgori v eni šumi na nekem hribu. Sem takrat 5krat spal v šotoru in sem bil še vedno čist prestrašen. In mislim, da je bila ura takrat 11 večer.
že ulegel se, ne, upal zaspat in kar naenkrat slišim neko šumenje tam v gozdu. Jaz pa sredi česar, veš, in mene panika, mislim, to bo zdaj, ker psihopat je zdaj tukaj, da me bo umoril. In jaz gledam, poslušam, kar prihaja bliže in bliže in bliže do mene, moj stres, kar se veča in veča in veča. In pol kar neki skoč in pol pa tišina. Predvidevam, da je bila sam srna. Tako da ni bilo nič težav. Videl sem pa s časoma, no, pa sem se ful navadil. Pol, rečemo, proti koncu poti sem raj spal že v šotoru, kakor pa nekje druge zunaj, ali pa v apartmaju, recimo. Ker sem bil toliko navaden, toliko je bil moje neko varno udobje v tistem šotoru, tako da sem ful z užitkom tam dejansko spal. No. Torej, za celotno obdobje, če sem prav prebral, si imel 9000 evrov budžeta. Tako je, tam okoli. In ta budžet je tudi letalska karta za domov. Tako je. Nisi hodil še v drugo smer, ko je srd. Ne, no, moja rit takrat v Singapurju bi jo užalil, če bi rekel, da še moram iti nazaj vse do Slovenije. Mislim, to sem toliko prekolesaril, da sem si pa res vzel, da grem nazaj. Pa še to. Ne, jaz sem bil takrat na poti res več kot 1 leto že. Če bi jaz hotel iti nazaj, je to pa še dodaten časovna investicija. Tako je. Mislim, časovna je tudi finančna. Ne? Tako je. Torej, dnevni budžet pol je bil koliko? Koliko si na dan približno porabil? Mislim, da to je bilo pol okoli, če preračunaš, tam malo več kot 20 evrov, nekaj tazga, ne? 25 evrov, kaj tazga. Ampak tukaj je treba poudariti, da ne, sem vseeno probal uživati, tako ne. Pač recimo sem šel na neke turistične zadeve, pa recimo, ko sem bil v Dubaju, sem dal 60 evrov, da sem šel gor na vrh Burj Khalife, pa tako nisem se šparil, no. Ampak bolj, ko sem pa šel proti vzhodu, bolj je postalo poceni vse. Ne, v Indiji, na primer, jaz tam sem jedel obroke, ko so stali 20 centov, veš. Tako da na začetku je bilo malo dražji, pa ko sem prišel od Turčije naprej, pa je bilo pa ful pocen. Tako da. Torej, Turčija naprej je... Ja, če poslušate tukaj, pa tisti, ki hočete šparati, kaj pejte od Iran, Indija, jugovzhodna Azija, to je ful pocen. Zdaj, Iran si se izognil situaciji, ki se zdaj dogaja, ne? Ja. Torej, kakšna je bila izkušnja tam? Ja, torej, o Iranu bi jaz lahko govoril cel teden. Meni je Iran bil najboljša država izmed vseh, ki sem jih obiskal. Nisem vedel, kako bi se počutil, preden sem prišel noter, ker ne vsi, ki pomislimo o Iranu, predvidevam, da vsi mislimo nekaj slabega. Ne? In tudi jaz sem. Tudi jaz, preden sem prišel noter v Iran, sem bil res pazljiv, pa sem vedel, da bom mogel paziti, kako se bom obnašal noter, pa kaj bom mogel delati noter v državi. Ampak, mislim, že prvi dan, ko sem pa prišel noter v državo, je bilo pa čisto drugače, kot sem si predstavljal. Tam sem na meji, prvo, jaz sem v Iranu, sem kolesaril z enim Švicarjem, dejansko celo državo, torej srečal sem ga na meji med Turčijo in Iranom, en Matthew, že zdaj so med najboljšimi kolegi, tako da sem z njim dejansko celo državo prekolesaril. In potem z njim sem videl že prvi dan v Iranu spoznala enega mladega fanta, domačina, Erfana. Erfan se je imenoval. In Erfan nama je prvi dan zrihtal prenočišče pa njemu doma, da je njegova mama nama kuhala, pa nama je govoril o tem, kako nima veliko denarja doma, ampak njegova mama vseeno nama je skuhala preprosto sam riž pa zelenjavo, ker nista imela mesa ali pa kaj drugega, ampak sam nekaj sta imela in vseeno sta nama hotela to dati. In to je bilo že prvi dan, neverjetno. In ta tematika me je spremljala čez cel Iran. Mislim, neverjetno. Koliko sem jaz tam spoznal enih angelov, oseb, je neverjetno. Torej, to ljudje so mi bili zelo všeč, pa kultura celotna iranska je neverjetna. Mislim, to je taka zgodovina, da ne moreš verjeti. Narava je neverjetna, stvari, ki jih tam vidiš, so, mislim, wow. Tako da Iran je definitivno top 3 lokacije, v kateri bi še šel. Wow. Ja. Kje so druge? Druge so... Da vidim. V Bangladeš bi še šel, to je bila zelo taka zanimiva država. Pa šel bi pa še v Malezijo bi še šel. V Maleziji nisem bil veliko časa, ampak mi bila tudi zelo všeč država, tako da bi šel še malo tja raziskovati. Ja. Je kakšno kraj ali pa neko področje, ker se nisi počutil tako varno? Ja, zdaj na celotni poti sem se kar dobro počutil.
edino v severni Indiji, sem pa mogel paziti. Torej, jaz se spomnim, že ko sem bil v Iranu, sem na WhatsAppu slišal govorice, kako v severnem Iranu, v Biharju, so lihkar če to povem, en španski par so napadali in žensko so posilili, 5 moških jo posilili. Tako da že takrat sem slišal govorice, kaj se vse dogaja v severni Indiji. To je Severna Indija, ne Iran, si rekel prej. Severna Indija. Severna Indija, tako je, v severni Indiji. Tako da vedel sem, da ko bom prišel enkrat v severno Indijo, da se moram paziti. Tudi tam, ko sem bil potem v sredini Indije, sem tudi slišal neke govorice, ker so se neke slabe stvari dogajale. Tako da, ko sem prišel v severno Indijo, kjer je največja revščina v celotni državi, sem pa vsako noč spal ali v apartmaju, ali pa v nekem budističnem ali pa hindujskem templu, tako da nikoli v šotoru. Enkrat sem se spomnim, enkrat sem spal v šotoru zunaj, v severni Indiji in me je to bilo strah, ne, ker se spomnim, da je prvo v severni Indiji največja populacija, tako da nimaš zasednosti nikjer. In sem imel težavo, da sem bil na nekem polju, kjer sem mislil, da sem sam, ampak okoli mene so bile pa same vasi, dobesedno nisem našel placa res primernega zase. In se spomnim, da sem do 12 ali 1 po noč iskal prenočišče, ker so me dobesedno lovili, ne da so me lovili, ampak so šli za mano ljudje, ki jih je zanimalo, kdo sem. Tako da sem mogel bežati pred njimi, da sem pol najdel neko mesto. Tako da takrat v severni Indiji me je še najbolj skrbelo. Tam ne bi šel več nazaj. Severna Indija pa ne. Severna Indija, tako, tudi Indija bi mogel 2krat razmisliti, če bi šel nazaj. No. Mi ni bila najlepša država. Kje je del Indije? Jaz recimo sem bil lani v Indiji in sem bil v južnem delu, tam Kerala. Ja. In mi je bilo všeč. Ja. Sem zdaj spet odvisno, kaj vidiš, kaj gledaš, ne? Ja. In nasplošno. Zdaj, bila sva skupaj na Vipassani, 10 dni meditirala, ne? Ja. In se tam prvič spoznala. Si kaj meditiral po tej poti? Torej, preden sem šel na pot, sem meditiral vsak dan 2 uri. In to prakso sem hotel tudi obdržati na poti. Sem bil preveč malo samozavesten vase takrat, zato ker pa enkrat, ko sem bil na poti, sem videl, da ne prvo zjutraj, ko 1 uro meditiram, zjutraj, ko sem bil na poti, sem mogel iti. Jaz nisem imel časa pač tam, da se postavim po tuško pa meditiram. Jaz sem pač mogel goniti, jaz sem imel neko razdaljo, ki sem hotel opraviti. Tako da zjutraj mi je odpadal, zvečer pa ne se veš. Si bil zmatren. Ja, sem probal, sem se probal držati, ampak mislim, ko sem se usedel po turško, po 5 minutah, jaz sem sam padel na tla in sem spal. Tako da takrat na tisti točki sem se rekel, pač zdaj ni lih čas, da vzdržuješ to prakso. Tudi, ko sem bil na kolesu, sem tako meditiral. To sem hotel reči, da dejansko meditacija lahko tudi kolesarjenje. Ali pa nek stik z naravo, ali pa, mislim, toliko različnih oblik meditacije poznamo. Ne? In ti si meditiral, če si bil 100 km, koliko časa si porabil za teh 100 km ponovadi? Tako rečemo 8 ur, kaj tasga. No, ti si 8 ur meditiral že na biciklu. Ja, tako je. Se strinjam. Tako da, ja. Tako da sem probal vzdržati prakso, ampak potem pa sem mogel nehati. No. Se ti zdela boljši kolesariti v tandemu, tako s tem Švicarjem, ali boljši biti sam? Ja, dobro vprašanje še eno. Moram povedati v resnici, da meni osebno mi bolj ustreza, da sem sam. Torej, prej, ko sem omenil, da sem jaz bil za tem prijateljem, za Matthewom, Švicarjem, mi je zelo ustrezal, ker sem imel neko dodatno varnost, pa neko dodatno udobje, ampak sem pa opazil, da zato, ker sem jaz cel dan se z njim družil, sem jaz v bistvu porabil moje socialne baterije, če ima to smisel. Torej, ko sem videl spoznala neke domačine, zato, ker sem se jaz cel dan z Matthewom družil, nisem dejansko imel energije, da bi se potem še s tistimi domačini družil, če ima to smisel. In zaradi tega pa sem si rekel, da boš pač še ostal z Matthewom, ampak po temu pa rajš sam kolesar. In sem to tudi videl potem naprej na poti, da dejansko potem, ko sem bil sam na kolesu, sem pač naravno dobil tako željo potem v stiku z ljudmi, da ko sem enega spoznal, sem bil, gremo se družiti, gremo delati z domačini, kar je neverjetno. A znajo angleško dobro? Odvisen kje. V Iranu zelo dober, mladi, zelo dober. V Turčiji porazno slabo. To bo zanimivo, še
v državi, kjer so najmanj znali angleško, je bila v Grčiji. Ne vem zakaj, ampak v Grčiji dobesedno noben ni znal angleško, bi se to bilo bizarno. V centru, mislim, ne, zibelke Evrope, pa noben ni znal angleško, tako da zanimivo. No. Drugače v drugih državah pa so kar relativno znali. Zdaj, če te prav razumem, večji del časa si tako bil v neki tišini, neki miru, nisi z nobenih govorov, ker si kolesaril. Jaz se spomnim na Vipassani, ker sem 10 dni bil v tisti tišini, zadnji dan, ko smo lahko govorili, koliko energije pobere govor. Dejansko, veš, 10 dni nič ne rabiš, ne? In sem rekel občutek, da si dejansko se nabil z neko energijo, pa napolnil, ker si bil tišini. Ja, to je... se strinjam, definitivno. Ne, ti, ki si v tišini, mi smo socialna bitja na koncu dneva. Ne, mi rabimo družbo. Tudi, če si rečemo, da lahko zdržimo toliko pa toliko časa v miru, pa v samoti, na koncu pač rabaš neko bližino ostalih. Tako da, še enkrat, to je bil velik razlog, zakaj sem bil sam na poti. Zato, ker ko sem bil večino časa sam na kolesu, če lahko temu tako rečem, potem, ko sem nekoga spoznal, sem bil takoj za akcijo. Ne. In lik zaradi tega, naprimer, mi je to omogočilo, da sem spoznal res na tisoče ljudi. Jaz ti dam primer. Jaz sem še zdaj v kontaktu, naš mi verjam, ampak jaz še zdaj vsako leto za novo leto pišem 300 bližnjim prijateljem iz poti, ki so mi bili tako res neki pri srcu. 300 čestitk napišeš. 300 čestitk ljudem iz Bangladeša, Indije. Včeraj mi je pisal en iz Omana, za katerega sploh ne vem, kdo je. Ampak... Si moral zraven napisati še podnapise, kdo to je, da boš si zapomnil. Torej, dober trik je za tiste, ki poslušate, če boste kdaj tako na poti, pa spoznate nekoga, naredite samo en selfie z njim, pa ga pošljete takoj, ali v WhatsApp, ali pač kjer imate komunikacijo. Ko vidiš obraz, takoj se spomniš vsega, kaj si se pogovarjal, kdo je bil, kako si se počutil takrat. Tako da, pri temu iz Omana nisem naredil slike, tako da ne vem, kdo je, ampak verjamem, da je dobra oseba. Spoznal si tudi nekje na poti medveda. Kaj si imel neko srečanje z medvedom? Ja, tako je. Torej, jaz z ljudmi nisem imel nobene nesreče, ampak te preklete divje živali, ne. To so mi pa delale težave. Že od Slovenije pa vse do konca. Te prekleti medvedi so bili najbolj intenzivna zgodba. Torej, začelo se je vse v vzhodni Turčiji, ker sem bil že v bistvu zelo blizu pri iranski meji. In lih takrat sem na tisti dan končal za mojim kolesarjenjem že okoli 2 popoldan, tako da relativno hiter, ne. Tako da sem imel še veliko ur v dnevu, da izkoristim, pa grem kaj pogledati, pa delam kaj. Torej, ko je bilo 100 km, tudi če si ti počutil, da bi šel naprej, pa tako si rekel, ne, dovolj, jaz ustavim. Ali pa, naprimer, takrat sem vedel, da bi rad prišel do tega mesta Tatvan. In ko sem prišel tja, sem prišel malo hitrejšo, kot sem mislil, tako da vedel sem, da bi tam rad ostal in ne, sem imel potem še časa, ne, tako da to se mi je zgodilo v tem primeru. Tako da, in ko sem prišel tja ob 2 popoldan, sem začel pač razmišljati, kaj bi lahko naprej delal. In jaz izvlečem telefon, grem na Google Maps pogledat in vidim 5 km stran od mene, da je bil tam v bližini en neaktiven vulkan. In jaz si rečem, mislim, Gašper, kjera huda zgodba bi bila to, ne? Da bi šel ti zdaj s kolesom gor na vznože in še pol v dolino vulkanov in tam prespal. To je bilo cool, ne? To je bilo huda zgodba. Tako da jaz sem res skočil na kolo, štartil proti vulkanu, na poti srečal ene domačine in jim rekel pač, kaj grem narediti, in so me svarili, Ajlar, medvedi, pazi se. In jaz tisto noč na to sem takole zmignil z roko, ne skrb, bom že preživel. Ker na tisti točki jaz sem že toliko enih posvaril dobil pred volkovi, divjimi svinjami, svašta boga, pa nič nisem videl. Tako da, ko me je kdo posvaril, sem tako malo dal za rezervo, ne, tisto svarilo. Ampak bi mogel resno se lotiti tistega svarila. V glavnem, sem prišel gor, prišel vse do doline, ob tistem jezeru, ki je bil noter v sredini vulkana, sem že najdel eno mesto za kampirati in pol pa kar naenkrat jaz v daljavi 50 metrov pred mano vidim tako malo medvedko, pa 2 mladiča, ki so vsi tekli proti meni. In mene sam... Panika.
zagrabim kolo, ga obrnem za 180 stopinj in sam stečem po potki, na kateri sem likar prišel. Tako da čez 2 minuti sem pa bil na enem takem parkirišču, ki je bil nad to potko, tako da potka je bila tukaj, jaz sem bil pa na parkirišču in sem gledal, kako so te 3 medvedi tekli po isti poti, na kateri sem jaz likar bil. In sem vedel, da oni bodo prišli lik do mene čez minuto. Tako da jaz sem pa položil kolo na drevo, stekel, pa skočil na eno streho, ki je bila 5 metrov za mano, na nek kafič, ampak tisti kafič, to je bil, mislim, sestavljen iz vejevja pa iz skalovja. To je bilo bolj zatočišče, kot pa nek kafič, ne. Tako da jaz, ko sem plezel gor, sem mislil, sam upam, da si mi ne zruška, pa on pa res v težavah. Tako da na srečo sem prišel pol gor na streho in res, čez minuto so bili vsi 3 pri meni. Tam sem čakal pa 20 minut, gruntu, kaj bi lahko naredil, pa so še 2 ali 3 dodatni se ne hecam, 2 ali 3 odrasli medvedi, toliko veliki, prišli in te, preketi medvedi imajo toliko dober von, da ko so prišli do mojega kolesa, so zvohali, da imam noter v torbah hrano, zdravila in ko so to zavohali, so sam začeli trgati tiste moje torbe dol z kolesa, strgali iz tistih mojih prtljažnikov, noter so začeli brskati, vse so mi pojedali, mislim, to so mi ovsojne kosmiče, med, kakao, vse je šlo, še zdravila so mi pojedali, mislim, od antibiotikov do aktivnega olja, klaritina, mislim, vse mi je šlo. Tako da, jaz sem bil pa na tisti strehi, vse skupaj 2 uri, nobenega ni bilo zraven okoli mene, sem pa v daljavi slišal neko petje, pa neko bobnanje. In jaz gruntam, mislim, jaz sem tukaj sredi česar, sredi vulkana. Kdo tukaj poje pa bobna? Jaz sem mislil, da se mi že nekaj blede, da že haluciniram. In v tistem trenutku sem jaz začel na glas vpiti, medvedi, ajlar, po turško. In meni se zdaj, kakor da je tisto bobnanje, pa petje še glasneje in glasneje postalo. In meni se sam blede, mislim, kaj se tukaj meni dogaja. Kaj se je zgodilo, je, da čez 20 minut prišel noter v to središče vulkana en kombi, ki je pobral te turiste, ki so bobnali. Oni so bili v bistvu za mano, 200 metrov za mano, ampak niso vedeli, kaj se pa meni dogaja. Tako da na srečo je prišel v 11 ali pol 11 zvečer en kombi noter, ki jih je pobral. In ko sem jaz videl ta kombi, jaz sem sam skočil dol iz tiste strehe, zatekel do tistega kombija, sam začel bengati na tista vrata, da mi ne odpre, ko so zunaj medvedi, ko je bojo pojedali. Tako da pa sem res skočil noter, mu povedal pač, kaj se dogaja. Sva šla do mojega kolesa, on je začel blendati pa trobati, tako da so zbežali. Medvedi so bili še tam? Medvedi so bili tam, naj ogledali za grmovja. Wow. Ja. In pazi to, in on meni reče, daj pejt ven, pa poberi tisto kolo, pa ga flikam zadnji na kombi. In jaz tega pogledam, a si ti nor, zunaj so medvedi, ne bojo pojedali. Ampak opcije ni bilo druge dejansko, tako da sem res pa odprl vrata, šel ven in se ne hecam. Tako se stegnem dol in pogledam pod kombi in na drugi strani vidim šape enega medveda. In jaz sem razmišljal, kje sem se jaz zdaj zdaj dogašal. Pa se pa hitro res sam zatekel iz tistega mojega kolesa, ga dvignil, kada sem močen, da veš, kaj nek hulk, ga zagrabam, fliknem na zadnjo stran kombija. V tistem momentu so pa še turisti prišli, tako da pol smo pa res skupaj, cela grupa smo šli ven iz vulkana, pa še, to moram povedati, sledica za na konc. Med tistimi turisti sem srečal enega Mohameda, enega lokalnega zdravnika, ki mi je ponudil prenočišče, ker takrat na tisti točki je bila ura že 11 ali pol 12, tako da jaz nisem vedel, kje bom spal. In jaz sem že rekel, da oni naj mene kar spustijo na vznožju vulkana, da bom tam prespal v šotoru, ker res nisem imel pojma, kje bom bil. In on je pol rekel, da ne skrb, ti kar pridi do mene, ti bom jaz zrihtal prenočišče, pa še, ker je bil zdravnik, mi je on pol naslednji dan na recept napisal vsa zdravila, ki sem jih te medvedi pojedel. Se predstavljaš to? Mislim, kakšna sreča.
Čakaj, ta zdravila si sploh kaj uporabljal? Ti je bilo kaj koristno imeti to po poti? Ja, ko sem bil v Indiji, pa sem driskal. Takrat sem rabil zdravila, ne. Drugač pa nisem nič kaj rabil. Torej, Indija je najbolj taka, kaj umazana. Ali... Ja. Si se kaj cepil za kakšne te bolezni ali nisi nič? Ja, jaz sem imel v 2 tednih 7 cepljenj. Kaj recimo? Sem že malo pozabil, ampak tetanus, hepatitis, nisem zihar kjer. Se ne spomnim še. To je 7 cepljenj. Ja, je nekaj tazga tam okoli. V 2 tednih, jaz sem mislil, da bom umrl. No. Sem bil vsak dan pri zdravnici. Preden si štartal. Preden sem štartal, ja. Tako da jaz se moram iti do zdravnice, mogoče moram iti še na drugo cepljenje. Čakaj, in v Indiji je bilo najslabše, kar se tega tiče? Ja, Indija je bila kar posebna država, no, pač je zelo unikatna. Ne vem, če si slišal že govorice, ko greš v Indijo, ali vidiš, ali ti zelo ustreza, ali pa ti ne. In jaz sem bil bolj proti ne. No, jaz sem tudi imel prebavne motnje. Tudi Indija mi je bila, kar se tiče hrane, sem pol zelo pazil. Ja. Po tistem, ne. Kaj pa, če te lahko samo vprašam, kako pa tako kultura, pa ljudje na splošno? Na splošno sem mi bil všeč. Ja. Bolj južni del, severni del mi ni bil tako. Ja. Južni del so mi taki prijazni, prijetni, ta ayurvedska medicina mi je tudi všeč, joga, mislim tako, v tem severnem delu se mi zdeli malo bolj, ne vem, Tako vate? puši. Okay. Tako, veš, so hoteli nekaj, pa to, pa uno, pa tudi potem so hoteli, ti vodiči so hoteli neke ekstra napitnine, so čakali, pa bili razočarani, mi smo pač rekli, dej, tako smo se zmenili, tako je. Tako da ja, mislim, je pa držela kontrastov. Ja. Lahko vidiš nekoga, ki nima niti kotička, ki bo ležal zvečer, ne? Ja. In nekoga, ki je hiper bogat. Ja, Tako da ja. teh kontrastov recimo v Evropi ne vidiš. Ja. Ja, tako da, ja. Se strinjam. Pri meni mislim, da če bi jaz bi šel nazaj v Indijo. Edino, če bi šel nazaj, bi razliko naredil v temu, da kjerkoli bi bil, da bi si najdel neko varno bazo. Okay? Problem pri meni je bil to, da ker sem jaz bil na kolesu, ne, jaz sem bil vedno zunaj, ne v šotoru. In to je bilo še največja težava. Ne, okoli mene v Indiji je bilo non-stop 20 ljudi, vedno, ko sem se ustavil, je bila okoli mene množica. Na kar sem se navadil, ampak sem pa rabil pa na koncu dneva, ali pa tudi že v sredini dneva, pač počitek, pa nek prostor zase. Jaz pa, ko sem bil tam, ga nisem imel in zaradi tega me je to res uničilo. Tako da, ko bom šel nazaj, bom pač res neko lepo hotelsko sobo na vrhu nekega penthousea zrihtal, tako da bom pač imel plac zase. No. Kolo si potem vzel s sabo notro sobo, ko si se nekje v Indiji, ker to je recimo že sama vrednost kolesa je za njih izjemna, ne? Ja. Da bi verjetno hmalha pogrešil, če ne. Ja, mislim, vedno sem ga hotel imeti zraven sebe, tako je. To je bilo najbolj varna opcija. Če ni bilo možno v sobo ga dati, kar v večini primerov je bilo tako, ne, ker ti ne dovolijo, da daš kolo v sobo, sem ga pa imel ali na recepciji, ali pa zunaj na parkirišču, ali tako. Pač vedno sem res se trudil po mojih najboljših močeh, da ga imam nekje, kjer sem vedel, da relativno je na varnem. Koliko si pa nekaj servisiral, pa popravljal v mestu? Tako, mislim, do Grčije, ne, do Turčije, ne. Grčija je bila najbolj težavna. Do Turčije sem jaz imel ene 40 zračnice, ki sem jih mogel popraviti. 40. Pač, to so mi zračnice so največji problem. Zračnice so mi pokale 2-krat, 3-krat na dan. To je bilo, mislim, ne vem, kaj je s to Grčijo, ampak tam je toliko hostilno vse, ne. Tam je toliko suho pa vroče, da se mi zdi, da je vsaka rastlina imela nek trn. Včasih se mi je zdelo, da ima trn svoj trn. Veš, pač vedno, ko sem šel na neko polje, je bilo vsako polje posejano s trni, tako da zjutraj, ko sem se zbudil, vedno, dobesedno vsako jutro sem imel počno zračnico. Tako da tukaj je bil največji problem. Zdaj ostale kakšne malenkosti na kolesu pa so bile predvidljive, no. A veš, ko naprimer kakšna ketna sem mogel enkrat zamenjati na poti, menjalnik sem mogel tudi enkrat zamenjati. Če se to zgodi nekje na sredini, pol kaj, sam pelješ zraven? Ja, a ti povem ena dobra zgodba. Spet zračnice, ampak je neverjetno. Ko sem bil v Indiji,
sem tam šel na popravilo kolesa, ker sem imel neko težavo in sem dobil kontakt od enega serviserja, sploh ga nisem spoznal dejansko. Ampak jaz sem popravil kolo, sem šel naprej na poti, 2 tedna tako dobesedno sem bil že na poti po temu servisu. In jaz, srednji česar, pač bil sem v civilizaciji, ampak oddaljen od enega večjega mesta, velikost kot Ljubljana, sem bil oddaljen na 60 km. In meni isto, polje posejano z trni. In meni poč zračnica, sem jo zaflikal, ampak pa mi je pa spet počla in mi je zmanjkal flik in zračnic, tako da sem bil tam 60 km stran oddaljen od mesta, kjer bi lahko, sem upal, da bi lahko zamenjal tisto zračnico. In pazi to, ne. Jaz, edini moj kontakt takrat v tistem območju je bil ta serviser, ki ga nisem sploh spoznal. In sem opisal, kolega, jaz sem tukaj srednji česar, nima zračnice, pač ne vem, kako bi prišel do tistega mesta, a mi lahko pomagaš. In on mi sam napiše, jaz sem mu to opisal zvečer, ne? In on mi sam napiše, pošlji mi tvojo lokacijo. In jaz mu res pošel mojo živo lokacijo in nič, odgovora, ne vem, nič mi ni odgovoril. Jaz razmišljam, zgleda, da mi ne bo mogel pomagati. Kaj zdaj? Večer je že bil in sem si rekel, daj pojdi spat, pa boš pol zjutraj o tem razmislil. Tako da res prespim, se zbudim, nobenega odgovora od tega mojega serviserja in jaz že mislim, pač grem peš, ne, pa potiskam, kot se rekel, to 60 km. Bom preživel, nekaj se bo že zgodilo. 5 minut sem jaz hodil po tisti cesti, ne, 5 minut sem hodil po cesti in v nasprotni smeri pride en Indic z motorčkom, z neko vrečko v roki in se ustavi pred mano. In me gleda, ni znal angleško, in me gleda in tako pogleda moje kolo in mi sam da tisto vrečko in jaz gledam, kdo si ti? Ne vem, kdo si ti, kaj mi daš to vrečko? In jo sprejmem, odprem in noter vidim, se ne hecam, 5 zračnic novih, kupljenih v trgovini tisto jutro. To je bil prijatelj tega mojega serviserja, ki je prišel 60 km stran z motorčkom do mene, videl enega belca na kolesu, pa je razmišljal, to je zihar on, ni jih veliko v tem območju. In tako da, pol mi je dal teh 5 zračnic, pol v bistvu, kaj še ta kolega naredil, je, da je poklical tuk-tuk, taksi, indijski taksi, na katerega sva preložila moje kolo, tako da so pol kar pičila v bistvu do tistega mesta, pa so šla pol na servis, ker mi je on zrihtal dejansko to zračnico. Tako da si predstavljaš to. Neverjetno. Mislim, imaš občutek, da si imel na tej poti neke angele, varuhe ali pa neko vodstvo, ki te je spremljalo, da si prišel srečno. Ker to vseeno je nek velik podvig. Ja, jaz ne vem, ali je bil Buda, ali je bil Jezus, ali Krišna, ne vem kdo. En je bil zihar izmed teh, ki je gledal name. Zihar. Mislim, koliko sem imel jaz enih situacij, ki bi bile zelo nevarne, pa je na koncu se dobro rešilo, ali pa situacije take, naprimer, ne, kjer lahko razmišljaš, pa pišeš zgodbice o tem, da bi se lahko to zgodilo. In meni se pa dejansko je. Tako da sem imel res veliko takih nad mano. Je bilo kakšno obdobje, ko si rekel, zdaj pa bi šel nazaj, mislim, da si razmišljal, da bi tisti denar, ki si ga imel za karto Singapurja, rekel, dajmo zdaj skočiti, ali pa da bi direktno šel v Singapur, pa nazaj za to. Tako da to sem imel dosti operacij zajebaval, kao, do Hrvaške bo že prišel, pa kava že. Pa prva linija na letalo, pa Singapur, pa gremo fotošopirati, kao slika, da sem bil na poti, ne. Ampak ne, dejansko, če te povem po resnici, nisem nikoli, tako bom povedal, ko sem prišel do Turčije, takrat na tisti točki sem vedel, da me čaka misija, da po kateri, če bom Turčijo opravil, bo moja pot relativno ok. Zato, ker Turčija je bila ena res prva taka država, v kateri sem bil noter 2 meseca, ne. Tako da vedel sem, da če Turčijo prekolesarim, pol sem ok. Pol pač moram sam kolesariti, pa čas posvetiti temu in bom prišel čez. Tako da dejansko se to zgodilo. Turčija zaradi varnosti, zaradi česa? Torej, če pogledaš, v katerih državah sem bil pred Turčijo. Torej, bil sem Slovenija, Hrvaška,
Srbija, Severna Makedonija pa Grčija. To so vse relativno podobne države kot Slovenija. Ne? Pač, Turčija je pa drugačna. Tako da to zaradi kulture, pa zaradi okoliščin, pa še zaradi same velikosti Turčije. Ne? V Turčiji je bilo nekako 2000 km, nekaj takega sem prekolesaril. Res ogromna količina, zelo več kot pa na celotni pretekli poti. Tako da vedel sem, da če to pot opravim, bom si zgradil tako močno kožo, da bom pa ja prišel do Singapurja. No. Tako da, in ja, dejansko pa na poti naprej nisem, res povem po resnici, da nisem imel nekih takih zalogajev, da bi imel težave, pa si razmišljal, ok, moram nazaj, pa do Singapurja z letalom. Si bil kakšen sprej s sabo ali pa kakšen neko orožje za neka situacija nepredvidljivo? Ali? Ja, spet zaradi teh prekletih divjih živali, ne? Pač, in spet v Turčiji je verti. To je bilo pa v Anatoliji, v centralni Turčiji, ker sem spet spal srednji česer na polju in jaz se zbudim ob 5 zjutraj, ko je bil še mrak, ko so eni psi lajali okoli mene. In jaz sem vedel, kakšni psi so tam, ne. Tam je pasma domorodna, ki se imenuje Kangal, ne, če si že slišal. To je prav pasma namenjena temu, da se tepe z volkovi. Pač oni so zaščitniški do svojih ovc. Ne. Torej, oni so za svoje črede varuhi. In 3 psi, kangali, so videli moj šotor in kdo je ta model, zakaj je on na mojem polju. Čist rano, tudi jaz bi reagiral isto, kot so oni. Ne. In ja, se začeli lajati na mene. Mrak je bil, tako da nisem vedel, kdo sem jaz. Ne, jaz, ko sem ostal ven iz mojega šotora, sem videl samo neko temno pojavo, tako da mislim, situacija je postala nevarna. Res 3 taki psi okoli mene, lajajo name na polno. Tako da, ja, na srečo pa je bilo vse ok. No. Kaj se je zgodilo, je bilo to, da sem predvideval, da so lačni, so se zbudili, kaj bi radi zajtrk. Jaz sem povlekel iz moje torbe en kos kruha, hlebno v bistvu, in ko je tista plastična vrečka zašumela, so oni vedeli, da ta ima hrano, ta je z nami. Tako da pa res sem zagrabil tisti kos kruha in ga fliknil, vsem sem dal en kos, tako da se pa videl, da sem prijazen, tako da je bilo vse ok. No. Ampak po tisti točki sem videl, da jaz nujno rabim nekaj za zaščito, tako da sem pošel v naslednjo mesto, pa kupil pol en spreja, ki ga nisem uporabljal nikoli na poti, na srečo, ampak sem ga imel zraven. No. Recimo, zdaj ti si kot moški z mišicami, se počutil relativno nevarno včasih. Misliš, da bi to isto pot lahko naredila ženska sama? Ja, zdaj... Tudi zaradi kulturnih razlik. Ja. Zdaj, tako prav tako pot, kot sem jaz opravil, jaz bi rekel, da ne. Je bilo vseeno preveč situacij, kjer se je tudi meni zdel, da se nisem počutil varnega. Ampak bi pa rekel, da je možno narediti nekaj podobnega. Ne? In jaz, na primer, sem spoznal kup enih punc, ki so opravili podobno pot, pa so šle vse do Irana, pa čez Pakistan, pa v Indijo, pa niso imeli težav. Ampak je pa treba biti zelo bolj previden, pač tam. Da se res hodi bolj po glavnih cestah, pa po glavnih mestih, nikoli po noč, kamorkoli, če že pač s spremstvom, ne, tako da s kolesom po noč absolutno prepovedano. Ti si šel, da je po noči s kolesom? Ne, res sem se trudil, da nikoli. Ene parkrat se mi je zgodilo, da sem mogel, ampak to je bilo mogoče 5-krat, pač lahko preštejem na moje roke. Tako da... Doma jih je bilo kaj strah zate? Moja mami, ne, mislim, to je bila panika, to je... Gašper, si ga pa sti nora, veš, kaj je to, pa ti daš pa še več časa živ. Spomnim se prvi dan, ne, ko sem povedal, da grem na to pot, da grem do Singapurja. Prav se spomnim, je bilo nedeljsko kosilo, vsi smo bili zbrani, starša, moj brat, jaz, in jaz nonšalantno povem, jaz grem do Singapurja s kolesom, ne. In oni meni pogledajo, tako začudeni, ok. In sam debata gre naprej. Ti niso verjeli, misliš, ok? Jaz mislim, da ko sem jaz to povedal, ne, a si predstavljaš, da tvoj sin ti pove, da gre do Singapurja s kolesom. Če bi, pri meni bi bilo drugačno, ampak če bi, na primer, ena normalna oseba slišala to,
mislim, kaj sploh reče, si ne moreš nič predstavljati. In si predstavljam, da se je to tudi pri njih zgodilo. Oni so že slišali to, ampak možgani niso procesirali. Ne? Še razumeli, kaj to pomeni. Ja. Daljč je to. Tako, Ja, in kaj si točno mislil? Ja. Jaz sem jim velikokrat povedal nek podatek, ki bi zahteval možgani, da tečejo 200 km/h, oni so bili pa tam pri goveji župi. Veš, ni paril. Tako da takrat smo pa hitro šli v drugo temo, ampak skozi tedne in mesece, ko sem res začel pač govoriti na to, kaj bom naredil, pa panika, mislim, pa čisto razumljivo sej. Si se nekaj pripravljal na to? Ja, pa ne. No. Tako, pripravljal sem se v smislu to, da sem gledal, kje je varno, pa kje bom šel. Tako da tukaj sem se že pripravljal, pa glede viz, pa cepljenja, tukaj sem bil res zelo strikten. Zdaj, glede moje fizične pripravljenosti, ne. In tako si šel bolj počasi. Tako, to sem vedel. To ne veliko ljudi pomisli o tem, pač, da ne bom jaz kar štartil, pa kar nekaj bom naslednji dan v Singapurju, se to počasi začneš. Ne? Ampak vedel sem, da moram vsaj se malo pripraviti, preden grem na to 16,000 km dolgo pot, tako da sem se rekel, Gašper, ajde, pejt, moraš iti vsaj na kolo, pač sprobati, kako si. Tako da pa sem res enkrat sem šel na kolo, in sem šel iz Ljubljane do Bleda, 60 km sem tja prekolesaril, se fliknil v jezero, pa si rekel, ajde, dober si. Zdaj pa še to. To je bil test. To je bil test, pa še takrat iz Bleda nazaj do Ljubljane sem šel z vlakom, pa sem si rekel, Gašper, ajde, zrihtam si. Kolo si posebej naročil kakšno posebno? Ali? Kolo je bilo, torej nisem ga nič kaj tako prav specifično zame naredil, to dosti ljudi naredi dejansko, da ga res prav modificiraš za svoje telo, ampak jaz sem ga kar kupil, že iz začetka v bistvu je bilo primerno zame, no, pa samo ene par malenkosti sem mogel spremeniti, ampak drugače pa ja, čisto klasično kolo, koliko sem dal, 1000 evrov za njega, nekaj tazga, tam okoli. Ja, pa sam še prtljažnike, torbe, sprednja balanca je bila sprednjo balanco sem mogel malo preurediti, ampak ja, to je bilo pa to, no, v bistvu. In to kolo si pustil pol v Singapurju? Ne, kje? Prišel stavil domov? To je zdaj spodaj v moji kleti, čaka moje naslednje generacije, da jim podarim ga, pa jim rečem, da zdaj pa je vaša naloga, da greste više naprej. Tako da zdaj čaka mene v kleti, ja, tole kolo. Tudi zave za naslednje dogodivščine. Okay. Mislim, ker zagotovo je to neka vrednost, ne samo tako, Ja. kot spomin na to pot. Ja, definitivno. Mislim, to je, realno, če pogledam, mislim, to kolo je bilo moje življenje 1 leto pa 3 mesece. Torej, skupaj, če se prav spomnim, je bilo 442 dni, Ja, 16 držav, 16,000 km. tako je. Ja. Kaj je bil navdih za to sploh? Zdaj tako motivacijsko bom povedal, to je bilo, mislim, zavedanje, da enkrat realno mi živimo. Vedel sem, da mlad sem, imam toliko energije v sebi, toliko bi rad spoznal ljudi, toliko bi enega sveta rad videl. Na tisti točki v mojem življenju sem opazil, da nisem imel nekih resnih obveznosti, ki bi me res zadrževale, da sem faks zaključil, nisem imel neke resne službe, neke resne punce, tako da sem si rekel, če je čas daj, da bi šel na to pot, je to zdaj. To pa me še noben ni vprašal. Jaz sem začel tam dreti se na ves glas, sred Singapurja, na glavni ulici. Meni se je zdaj, da vidim duhove. To, da imaš to samozavest vase, je ključno. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice in spremenite svoje življenje, naredite korak preboj naprej proti želenim ciljem, rezultatom. Tako da iz tega vidika sem videl, da je optimalen čas. Že takrat sem vedel, da mislim na taki poti, če to praviš uspešno, to prideš nazaj, mislim, z vrelcem neka veselja, pa informacij, pa izkušenj in vidim, da je bilo to čista resnica. Ne? To že zdaj. Torej, sem prišel nazaj z moje poti 2 leti nazaj, pa že zdaj se mi zdi, da vsako leto ali pa vsak mesec, ki preide, vidim, koliko mi to pomeni, da sem to naredil. Tako da jaz si ne predstavljam šele tako čez 20 let, ko bom gledal nazaj na to mojo pot, kakšno veselje pa srečo bom imel to, da sem naredil nekaj takega.
Tako da to je bil prvi razlog. Drugi razlog, zakaj pa sploh Singapur, zakaj kolo? Spomnim se, 3-4 leta nazaj, preden sem štartal z mojim kolesom, sem na YouTubu gledal enega Britanca, ki se imenuje Ed Pratt. Ta Ed Pratt je norc. Ta Ed Pratt je šel za 2 leti, če se spomnim, ali še več, okoli sveta z monociklom, torej z enim kolesom. In ko sem jaz videl Eda, da je šel okoli sveta za 2 leti z enim kolesom, sem si jaz rekel, mislim, Gašper. Ti boš šel z biciklom. Ja, to Singapur je pol poti, z 2 kolesama, pa ja ti bo ratar. Tako da na tisti točki sem videl, ok, dejansko kolo je možno. Tudi zelo sem vesel, da sem šel s kolesom, ker kolo je eno tako res orodje, s katerim vidiš vse. Imaš čisto popolno svobodo. Jaz sem videl z mojim kolesom od neverjetno lepih tajskih plaž, pa vse gor do nepalskih vrhov, visokih 5400 metrov. Vse s kolesom. Si imel opremo za tako višino, tudi zaradi vremenskih razlik, pa toplote? Torej, jaz sem imel srečo, da sem si zelo dobro splaniral pot, pa sem imel srečo glede vremenskih razmerij, ko sem bil na poti, zato ker dejansko skozi celo pot, ko sem bil, sem imel isto opremo, dobesedno. Jaz, na primer, decembra pa januarja, ko sem bil na poti, ko je bilo v Sloveniji zima, sem jaz bil v Južni Indiji. Tako da tam pa Južna Indija, mislim, takrat decembra, januarja 35 stopinj. To je idealno. Tako je. Pa, ko so meseci so tekli, sem jaz potem šel proti Severni Indiji, tako da me dejansko vročina sem se izogibal vročina, v bistvu. Tako da to je bilo idealno. Zdaj, ko sem šel pa v Nepal, v Himalajo, sem pa si mogel sposoditi opremo. Torej, to sem šel pa v Pokharo, v drugo največje mesto v Nepalu. Sem si sposodil torej bundo, hlače, vso opremo, ki mi je bila potrebna. Tako da, ja, edino na tisti točki sem dejansko rabil si nekaj sposoditi. In to si s to opremo kolesaril? Torej, ja, za 2 tedna, ko sem si posvetil pot, da grem gor v Himalajo, okoli gorovja Annapurne se imenuje. Torej, na tisti točki, na tisti poti sem imel sposojeno opremo, ker sem pa prišel nazaj do Pokhare, sem pa potem dejansko vrnil opremo, pa šel naprej z mojo klasično opremo do Indije pa Bangladeša. Wow. Je bilo bolj čustveno začetek, ko si se poslavljal, ali povratek? Kaj se zdi, da je bilo več emocij pri domačih in uspešnih? To pa me še noben ni vprašal. Noben še mi tega ne vprašal. Pa jaz bi rekel, da na koncu, na začetku, ko smo se toliko časa o tem pogovarjali, smo že imeli, jaz bi rekel, 1000 nekih poslovilnih žurk. Toliko je bilo pogovora o tem, da sem vedel, da enkrat me bo to pričakal, ta odhod. Tako da, zdaj, ko gledam nazaj, ta odhod me ni neki spet kot čustveno presenetil. Si joko ti? Ne, na odhodu ne. Ne mama? Verjetno, ja. Sami nisem videl, ko sem šel. Mislim, itak tvoj odhod je bil tako, da si še malo bluzo po Sloveniji. Tako je. Si še malo se poslavljal počasi. Tukaj lahko še omenjam, torej jaz sem za staršema, sem se pa še srečal v Istanbulu. Sta me prišla pozdrav. Tako da, ko sem šel iz Slovenije, sta pač vedela, da me boste videla čez mesec pa pol nekaj takega. Tako da odhodi zame niso bili težavni. Prihod, v Singapur. To je bilo pa izkušnja, mislim. To pa, ko sem prišel, kar zmrzim zdaj, ko o tem razmišljam, ko sem prišel tja na cilj, ko sem se zavedel, kje sem, pa kaj sem naredil, meni je se taka ena skala odvalila iz ram, da jaz ne morem povedati. Mislim, ko sem prišel tja na cilj ob 2 popoldan v center Singapurja, ko sem res zavedel, kje sem, da sem na koncu, meni so emocije začele žuboreti ven, kada sem ne vem kje. Mislim, jaz sem začel tam dreti se na ves glas, sred Singapurja, na glavni ulici. Ljudje me gledajo, ko razmišljajo, iz kje je ta prišel. Hitro treba poklicati koga. Ampak jaz sem mogel dati to ven iz sebe, ker sem imel toliko enih stvari, toliko enih gluposti, toliko enega dogajanja na celi poti, da ko sem prišel tja, pa se zavedel, da tega je res pa zdaj konc.
Ne v slabem pomenu, ampak pač sam, da smo zaključili to poglavje, po je pa sam začel bruhati ven iz mene. Tako da prihod je bil zame definitivno čustveno najbolj intenzivna izkušnja, ki sem imel na poti. Čeprav prihod v Singapur, potem je še let domov in potem še en prihod bil, ne? Ko si dejansko prišel domov. Tako. Tisto je bilo manj čustveno. Ne bi rekel, bi rekel v drugačnem pomenu. Čeprav tako, ko gledam tako intenziteto čustev, ki sem jih imel, je bilo vseeno v Singapurju več kot pa doma. V Sloveniji bilo tudi neverjetno, ko sem videl starše, prijatelje po enem letu, pa 3 mesecih, meni se je zdelo, da vidim duhove. Ker sem jih končno videl po toliko časa, ker sem toliko časa razmišljal o tem, da jih bom videl čez toliko časa, meni se zdi res, da niso obstajali, da objemam nekoga, ki ni tam. Tudi v Sloveniji, pa ko sem prišel sem, ker sem slišal slovensko, meni se zdi, da sem bil res v filmu. Na tej poti ni bilo Slovencev, da bi jih nekaj srečal. Ene sem spoznal kje je že bilo, v Abu Dhabiju, samo ene. Pa še na koncu v Singapurju. Ne, to zgodbo, ne, če veš. Torej, še enkrat, nad mano so bili Allah, Krišna, ne vem kdo, v glavnem. Jaz, ko sem bil v Nepalu 5 mesecev ali 6 mesecev, preden sem prišel v Singapur, sem jaz takrat objavil na slovenski Reddit. Za tiste, ki ne veste, slovenski Reddit je pač forum, na kateri se objavljajo razne objave. Tja sem objavil to, kar delam, torej moja pot. Torej, da sem začel v Sloveniji, da sem prišel vse že do Nepala, da gremo vse do Singapurja, in ta objava je eksplodirala. Dobila neverjetno veliko všečkov, ful je postala slavna, kup enih ljudi me je kontaktiralo zaradi tega. In ena izmed teh oseb, ki me je kontaktirala, je bila Zala iz Singapurja, ena Slovenka, ki tam živi pa dela. In ona mi je napisala, da, Gašper, ko boš tam v Singapurju, ti mi sam napiš, pa bomo te zrihtali, prenočišče, hrano, pač kar rabaš, bomo zrihtali. In jaz sem takrat bil oddaljen od Singapurja 5-6 mesecev še, tako da mi je malo šlo iz glave, ampak pa res 2 tedna, preden sem prišel tja, sem mi pa res pisal in rekel, Zale, jaz sem tukaj v bližini, Malezija, kmalu bom tam, kaj zdaj, se kje dobimo, kaj se dogaja. In ona mi reče, Gašper, ne skrb, ti prid sem, jaz sem zrihtal za te vse. Nisem si predstavljal, kaj to pomeni, ampak ko sem prišel tja, me je ona pol pospremila do enega stanovanja njene kolegice. V tistem času je pa ta kolegica bila nekje zunaj na nekem poslovnem potovanju. Me je pospremila v stanovanje, od katerega ključe sem jaz dobil, in sem bil tam noter 4-5 dni. Stanovanje je veliko 102 kvadrata, dobesedno skoraj v centru Singapurja, vredno več kot 1.200.000 tisto stanovanje. Jaz sem kar razmišljal, 2 tedna nazaj si spal na polju, ne? Zdaj spal tukaj sred Singapurja v zastonj stanovanju z neverjetno dobro družbo. Čez 2 dni pa po tem stanovanju, čez 2 dni pa potem let nazaj do Slovenije, mislim. Kakšno neverjetno spet na ključe, kakšna sreča. Koliko naprej si kupil karto za nazaj? Ker nisi imel vedeti, da boš točno tja prišel na ta datum. Ja, tako je. To sem mogel res dobro prekalkulirati, koliko kilometrov bom mogel narediti dnevno, pa koliko časa bom bil res nekje, da bom pol ujel dejansko na koncu let. Si pustil malo rezerve? Ali? Ja, malo rezerve sem si pustil, ne vem, koliko je 2 tedna, mislim, da. Let sem si pa kupil pol v Indiji, tam severovzhodna Indija. Kaj dosti prej že, ne? Ja, sem vedel, da pač rabim takrat že kupiti za vsak slučaj. Tako da... Ja. Za vsak slučaj. Ja, kaj bi naredil, če bi zamujal? Kaj bi si pol karto, da priješ do tja? Ali kakšen avto vzel ali nekaj? Kaj bi naredil? Tako bom povedal, ne vem, zdaj na tej točki ne vem, kaj bi povedal. Jaz sam vem, da ko sem bil na poti, se mi je zdelo, da o takih zadevah nisem preveč debatiral pa razmišljal, ker sem opazil, da vedno na koncu se mi nekaj dobrega išlo iz tega. Tako da... Nisi imel rezervnega scenarija, ker si tako močno verjel v tisti pravi. Ja, tako je. Ja. Vedel sem, da se mi bo že nekaj dobrega zgodilo, pač bi že zrihtal situacijo. Kako si to vedel? To pa dobiš z izkušnjami. To pa na tej moji poti še enkrat.
ko sem govoril tisto zgodbo o tisti srni na Hrvaškem. Ena malenkost, ne pa me je toliko prestrašila. Ko sem bil jaz pol leta na poti, jaz sem bil toliko že prepričan vase, da pač sem sam vedel, da bo vse ok. In lih to, da imaš to samozavest vase, je ključno. Ne? Ker če bi jaz bil tam s tistimi medvedi, pa bi bil živčen, pa paničen, ne, pa kava zdaj. Ker sem bil pa res skoliran, pa sem sam bil v trenutku, pa sam razmišljal, ok, kaj najboljša pot zdaj naprej, si pa pol nekaj dobrega iz tega je šlo. In to je bilo tematika cele poti. Ker sem bil v Indiji, sem imel stvari, ki so se mi dogajale in sam zato, ker sem bil sam s sabo ok, sem pol možgane že tako vklopil, da sem pol nekako pogruntil situacijo in razrešil problem. Koliko časa si bil največ časa brez tuša, recimo? Največ časa brez tuša. Čakaj, to moram pa prav pomisliti. Pa, tako, jaz bi rekel, 4 dni, kaj tazga. Pač, tako, brez tuša, ok. Torej, kaj je tuš? Tuš mi rečemo temu, da pač greš noter v kopalnico, pa užgeš, ne, šobo, pa ti poteče voda. To je tuš, ne. Zdaj, brez takega tuša, mislim, da sem bil, ne vem, tudi teden pa pol. Ampak sem se trudil, da imam higieno pošlihtano, tako da jaz načeloma vsak dan sem imel tuširanje, ampak tuširanje za 2-litrsko flašo vode, sred polja, nag, in se tako polivo in pač malo se trglo, tako da vsaj nekaj je bilo, ne, vsaj malo sem se spucal, tako da res glede higiene sem se res držal, da sem imel vsak dan neko vodo, s katero sem se spucal. Nekaj dejansko, tam je ogromno nekega prahu, verjetno, po vseh, mislim, že na biciklu, ki si bil, si se verjetno prišvical in tako. Ja. To je 4 dni brez nič, si rekel, kaj je bilo, pa na koncu nisi sam sebi več bil. To sem tako naredil, pa sem dobil milimeter plasti sranja. A veš, sončne kreme, indijskih bakterij, pač, kar ni bilo. Kako pa kolesariš, takrat, ko si rekel po Indiji, ki si imel drisko? Kako kolesariš drisko? Tako, no, jaz sem imel ful dobro prebavo na celotni poti, tako da edinkrat, ko sem drisko v Indiji, je bilo v Bodh Gaj, mesto, kjer se je Buda bodil, tam v enem mestu zraven. Torej, ampak tam na srečo sem bil lig v apartmaju, pač sem ga imel rezerviranega za 1 teden, nekaj tazga, tako da lig takrat se je na srečo zgodil, da sem imel drisko. Na poti med kolesarjenjem je nisem imel. Tako da pa sem jedel največje bedarije možne, mislim tam od neznanca, ki je zajemil pest riža takole, z golo roko, pa mi je dal na krožnik, 2 sekundi po temu je vzel en denar od enega, dal še roko enemu drugemu, spet zagrabil s tisto roko, mi dal še eno pest tistega riža, jaz sem tisto pojedel. Pač kaj pa bom, ne? Ker v Indiji pač pač kar dobiš, pač poješ, a veš, nimaš tam zdaj veliko opcij, da si izbirčen. Nisi imel, to ni bilo zame, ne? Si pojedel vse, kar si dobil. Tako je. Mislim, pri meni je bilo tako malo drugače, veš, jaz nisem bil vedno v velikih mestih, kjer sem imel trgovine. Jaz, če sem bil sred vasi, pa je bila to edina opcija, a sem pač to, ali pa bi jaz, ko sem kolesaril 5 ur, jaz sem mogel nekaj pojesti, ker naslednji dan ne bi živel. Tako da, čeprav to je pol dobro vprašanje, a ne bom živel zato, ker nimam energije, a ne bom živel zato, ker sem se zastrupil, tako da, kaj bilo boljše. Če oni živijo s tem, lahko tudi živiš, ne? Ja, tako je. Če se oni preživijo 10, 20, 30 let v tem sistemu, lahko tudi ti, ne? Ja. Pa tudi to, ne, veš, jaz, ko sem bil na kolesu vsak dan, moje telo se je res navadilo na vse. Tako da vedel sem, koliko imam zmogljiv želodec in vedel sem zato, pač kaj lahko jem, pa kaj pa ne. Tako da jaz dejansko na celi poti sem enkrat tako naprimer zbolel zaradi prehrane. Enkrat, nikoli drugače. To je izjemno. Ja, tako, se strinjam. Bravo. Ja. Ko zdaj gledaš recimo različne prehranske, kaj je bilo nekaj najbolj zanimivega, kar si jedel? Mislim, je bilo kakšna taka stvar, ki si misliš, pa si vseeno pojedel, je bilo kakšna taka hrana, ki je nekaj novega, ker toliko različnih kultur si spoznal. Ja. Ne samo kultur, nekaj mi rečemo včasih, gre nekdo v Turčijo, pa je bil v Turčiji, ti si dejansko spoznal Turčijo in zelo postopoma je spoznaval. Kaj je bilo nekaj najbolj nenavadnega? Definitivno, daleč od vsega, je bilo v Iranu, ko so mi 3 tedne že vsi domačini pravili, da moram probati eno domačo jed, da moram, toliko je dobra.
to, ko jo boš videl, jo boš hotel ti. In jaz gruntam, kaj je to, noben mi ni znal razložiti. Vsi so mi po iransko govorili, veš. In pa sem bil pa v mestu Isfahan. V mestu Isfahan sem bil in sem tam spoznal ene domačine, ki so pa dejansko znali angleško in sem jim povedal pač to besedo, se ne spomnim zdaj, ampak sem jim povedal to besedo te jedi in so se smejali in mi rekli, ja, to je pa glava ovce. Torej, dobesedno celotno glavo ovce fliknejo v vrelo vodo, žuboritom, se kuha in oni pa vzamejo tisto glavo ovce, jo dajo ven in pojejo možgane, lička, oči, jezik, pač vse gre. In ko sem bil tam, so me še oni pa napali, kao Gašper, če si tukaj, pa ja, moraš to provati. Pa sem res itak ne mogel reči ne. Pa smo naročili celo fucking glavo tiste ovce, jo vzeli s sabo in pa pojedli vse in možgane, in oči, in jezik. Vse si pokušal. Ja, tako, pa tako, dejansko je bilo ok. No, tako, Oči so ti bile dobre? pa tako bi rekel, zelo mastne. Zelo mastne. Tudi možgani, taki zanimiv okus. Ni lih moja večerna jed, no, če to temu tako rečem, ampak je bilo za probat, no. Videla ste se oziroma spoznala na Vipassani, ma ti si v bistvu meditiral tudi tam, nekje na enem templu 10 dni. Ja. Tudi Vipassana, ne? Tako je. Tako. Ja, kakšna je bila primerjava, ko primerjaš slovensko Vipassano ali pa to v Indiji, kje si bil? V Indiji sem bil lih v tem mestu Bodh Gaya, torej mesto, kjer se je Buda razsvetlil in je tam zaradi tega 2500 let nazaj, ko se je to zgodil, se je, mislim, vse razcvetil, okolica pa to. Tako da, ja, tam sem to naredil, v bistvu, jaz bi rekel, da je bilo, ne bi rekel, da je bilo 1:1 podobno kot v Sloveniji, ampak 90% pa ja. Torej, program, čisto isti. Torej, za tiste, ki ne veste, pri tej vipassani tehniki meditacije, ko greš na tečaj, zadeva izgleda tako, da imaš 10 dni, torej meditacije. Vsak dan 10 ur. Zbudi se ob 4 zjutraj, ob 4:30 do 6:30 že meditiraš 2 uri in potem dejansko do večera, do 9 zvečer, meditiraš potem še tistih preostalih 10 ur. In 3 ure so take, ki je treba v bistvu biti negiben. Je res tako, da so zelo strogo, mislim, ali pa malo bolj strogo. Ja. Zdaj, izmed teh 3 ur je realno samo 1 ura, kjer moš res tisto aditano sedeti. Tiste ostali 2 uri je pa, kakor se odločiš, pač lahko načeloma se premikaš, no. Tako da 3 ure še nismo tam, no, tudi jaz ne. Ampak, ja, drugače program je bil čisto isti. Edino glede hrane, mislim, tako hrana bi isto rekel, da je bila podobna, pač se veš, vegetacija, no, v stročnice. Ja, meni je bilo v redu, mislim, dobro sem se počutil, no. Ja. So se zelo trudili. Aha. Takrat v Mariboru se spomnim. Ja, takrat so bili eni dobri kuharji. So zelo trudili. Ja. Tako da hrana je bila zelo podobna. Edina razlika je bila to, da v Indiji pač oni sedijo na tleh, tako pač sedijo na tleh, pa imajo pa eno tako nizko mizo, na kateri potem jejo. Pa so bile potem še ene navadne mize, kot jih imamo mi. Tako da v Sloveniji tega nimamo. Tako da zdaj, ko gledam nazaj, dejansko to je bila edina razlika. Vse ostalo pa isto. Si se zdaj počutil osamljen? Zdaj si bil tam mislim, že tako nisi nobenega poznal, pa si šel tja, pa tam ni nobenega očesnega stika. Zdaj ne govorim sam v tej meditaciji nasplošno. Ja. Pa ne bi rekel, da sem imel en tak moment, ker sem se res osamljenega počutil. Sem imel mogoče, ali vsaj tako bi rekel, nisem imel res neke velike krize, no. Pač definitivno so bili momenti, ampak mislim, danes v tem današnjem svetu, ko lahko ti izvlečeš telefon, pa si v roku 1 minute na klicu z svojimi starši, ki so pol sveta stran, to spremeni situacijo čist. Tako da... Če si bil osamljen, si sam poklical. Tako. Si imel tisti lokalni SIM, kamorkoli si prišel. Ja, tako. Nobene satelitske povezave. Ne, vedno, v vsaki državi, ki sem bil, sem vedno pa kupil takoj prvi dan, pa prvi teden, kartico, pač fizično kartico, SIM kartico, jo dal v telefon in je povezava delala 4G sred polja v Indiji. Mislim, moj bog, kako pa to danes dobro dela, ne. Še kad sem bil zgori v Nepalu, v Himalaji, pač, moj bog. Zgori sem bil na 5000 metrih, v enem baznem kampu,
In jaz gruntam, kako bom jaz zdaj pač sporočil staršem, da sem ok, ne. In takrat ni bilo podatkov, ne, takrat sem bil že res toliko daljne stran, da podatkov dejansko ni bilo. So imeli pa oni v kučici na voljo Wi-Fi, za katerega bi mogel doplačati 10 evrov, ampak so imeli opcijo na 5000 metrih, ne, da sem jaz doplačal, da bi dobil zastonj Wi-Fi dejansko. Tako da, kjerkoli sem bil, je bila povezava. In dnevno si sporočil, da si v redu, ali kako? Tako, ja. Načeloma sem se trudil, no, da dnevno, vedno sem imel živo lokacijo vključeno, tako da vedno sem videl, pač, kaj se dogaja. Tako da, naprimer, ne, če sem bil na istem mestu 2 dni, pa so že oni sklepali, da tukaj nekaj ne štima. Ne, tako da to, no. Ampak, če grem pa nazaj na tisto vprašanje glede osamljenosti, ja, še enkrat, imel sem momente, kjer sem bil, ampak pač to, da sem vedno imel kontakt z bližnjimi, je bilo zelo mi je pomagalo. Ampak, kakor sem se prej pogovarjala, veš, jaz, ko sem bil cel dan na poti na kolesu, ko sem bil tako v tišini, jaz sem pa dobil toliko ene potrebe po tem, da se družim z ljudmi, da sem pač to sam zafilil potem z neznanci, ne, z domačini, z tistimi, ki sem jih tam spoznal. Tako da jaz sem imel vsak dan neka druženja, pač vsak dan sem koga spoznal. Tako da, in to mi je zelo pomagalo. Tudi jaz na splošno sem zelo odprta oseba, tako da mi ni težava se z nekim neznancem ne spoprijateljiti. Tako da, ja, kjerkoli sem bil, sem že spoznal nekoga, ki mi je potem pomagal, da nisem bil več toliko osamljen. Zdaj, ko si prišel v nek kraj in so ti ljudje ponudili neko gostoljubje, ki niso imeli, v bistvu, si imel ti bistveno več denarja kot oni, kakšen je ta občutek? Recimo, kako vidiš nekoga, ki nima skoraj nič in ti ponudi, tako kot si rekel prej, nek obrok. Imaš občutek, mislim, da bi rad kaj ali dal te osebi, ali kako se pol zahvališ? Ja, mislim... Na začetku mi je bilo tako, ne. Na začetku sem ostajal proti temu, da mi ne dajo, pa mi je bilo samo že, ko mi je vsak dan nekdo hotel kaj dati, mi je že bilo tako, vsak dan zapravim dobesedno pol ure, ko se pregovarjam z ljudmi, da mi ne dajo. A veš, pa sem se v bistvu že vdolgo usoda. In si rekel, hvala samo. Ja, hvala, pač enkrat sem rekel, ne, pa ajde, dej, ker sem vedel, da itak na koncu bom mogel vzeti, na koncu. Še posebej v Iranu. V Iranu imaš prav beseda za to, ki se imenuje tarof, če se prav spomnim. Torej, to je prav beseda, ki izraža lih to. Torej, da ti daš nekomu brez ničesar, da dobiš v zameno. In ko se zgodi to, da dobiš 2 Iranca, ki imata to res močno prepričanje tarofa v sebi, to se skoraj že stepe včasih, a veš. To sem videl en primer v eni restauraciji, kjer so šli 3 kolegi skupaj na večerjo in na koncu je bil cel džumbus. Kdo bo plačal? Ja, kdo bo plačal, veš. Tam se skoraj že dobesedno stepe, samo da mora en plačati. Koliko si imel pa gotovine s sabo, ker to je tudi neko tveganje, če imaš preveč gotovine. Si sproti dvigoval, kaj si naredil? Ja, glede denarja je bilo tako, no. Imel sem vedno 2 kartice s sabo, torej ena moja glavna kartica, torej moje pač slovenske banke, SKB-ja v tistih časih, pa sem imel pa še Revolut kartice načeloma, imel sem Mastercard pa Vise. In ideja je bila to, da sem imel to mojo SKB kartico, ki je bila glavna, moj glavni račun, in dejansko tiste kartice nisem uporabljal. Zato, ker sem jo imel samo kakor sef denarja. Tako da, ko sem rabil rečemo 300 evrov, sem si samo nakazal iz tistega računa na Revolut in pa s tisto Revolut kartico sem šel pa na bankomat in si dal ven 300 evrov, pač kakor sem rabil. Torej, si imel neko manjšo količino. Jaz isto počnem jaz, torej jaz imam spet slovensko banko, dajem na Revolut in verjetno veliko ljudi tako počne, ker je to malo bolj varno verjetno zaradi tega. Nekaj tam, ko nimaš na računu nimaš nič in ti ne more nič vzeti tudi, ne? Ja, tako. Na koncu, ne, če ti že pol hočejo vzeti, lahko vzamejo pri tem pač 300 evrov, pač kakor si nakazal v tistem momentu. Tako da ti daje neko dodatno zaščito, ja. Sem se pa trudil, da uporabljam gotovino, ker tako na splošno mi je že bolj všeč gotovina, pa še če imam gotovino, lahko dam tudi kaj napitnine, kar sem jo v velikih primerih dal. Tako da kartice dejansko tako za plačevanje nisem veliko uporabljal. Tudi, če je nek remote prostor, lahko niti ne more sprejeti tisti gospod, ki je prej pobiral riž z roko. Ja. To niti ni imel neka post-terminala, verjetno. Ja, cash. Daj mi povej, kaj recimo, če bi izbral
neko sporočilo, kaj si se naučil, verjamem, da si ogromno si naučil, pa neko sporočilo, ki bi lahko dal vsem, ki naj poslušajo, gledajo, kaj bi bilo? Jaz bi rekel, da dve stvari sta se mi še najbolj zapomnile, pa vtisane iz moje poti. Prva je to, da ljudje smo vsi isti. Ali greš ti v Turčijo, ali na Tajsko, ali v Malezijo, na koncu dneva smo vsi isti, res. Pomembno je samo to, da moraš biti odprt pa dobrosrčen do ostalih. In če si, pol ti bo vse povrnjeno nazaj. Jaz sem videl na poti, sem bil res kar zadržan vase, glede tega, kako sem spoznal, ker pač seveda me je bilo strah, ne. Ampak enkrat po, ko sem bil nekaj časa na poti, ko sem se res odprl, pol sem imel take neverjetno dobre izkušnje z ljudmi, samo zato, ker sem že iz principa bil dober z njimi in pa so se tudi oni lahko zaradi tega odprli lažje z mano. Tako da jaz tudi, na primer, če sem se z nekom družil v Turčiji, ki ni znal angleščine, sva nekako prišla na isto temo in sva postala najboljša kolega za tisti večer, ne. Čakaj, sam kaj si pa z njim govoril, če nisi znal jezika? Pa to, na primer, ko sem bil v Indiji, na tistem vipassana tečaju, ne. Jaz sem v bistvu posvetil tam časa 10 dni tečaju, potem sem bil pa še 20 dni tam kakor pomoč, pač delal sem v kuhinji, ne, kuhal za vse ostale. In tam, na primer, je bila taka situacija, kjer so bili 5 žena indijskih, starih 60 let, nobena znala niti ene besede angleške, ampak ne, jaz sem pa pač nekako že kar pogruntaš po sistem, pa nekako že pol kar veš, kako iz usta to, kar čutiš, pa to, kar misliš. V kakšnem jeziku si govoril kar tako nekaj? Vedno, ko sem bil v novi državi, sem probal ene par besed se naučiti. Tako da tudi, ko sem bil v Indiji, na primer, sem se ene par hindujskih besed naučil. V Iranu, v Turčiji, vedno sem znal ene parih. Tako da čisto osnovnih, a veš. Če si imel dosti časa na biciklu, ne? Tako. Si lahko kakšen tečaj si predvajal? V Iranu, veš, kaj sem naredil v Iranu? V Iranu sem si dal na balanco tako malo knjigico, v katero sem si vsak večer pisal besede, pa sklanjate pa vse. In pa, ker sem kolesaril, sem pa brskal med tisto knjigico in pa se učil perzijščine, iranskega jezika, farsi jezika. In ja, in sem tako učil dejansko. Tako da na poti, ker sem kolesaril, sem se učil farščine. Torej, vsi smo si enaki. Tako. In ko delaš nekaj dobro, dobiš dobro. Tako. Moramo res pustiti naše neke pregrade, ki mislimo, da so pregrade, ki jih mislimo o drugih osebah, a zaradi kulture, a zaradi drugačnosti, na koncu dneva smo res vsi isti po srcu. Vsi imamo to dobro voljo v sebi in ko se sprostiš, pa potem dejansko spoznaš osebe, vidiš, da treba samo uživati, neverjetno. Jaz dostikrat poudarjam nek teoretični koncept, ne, da imamo recimo različno barvo kože, ne, različne religije, različne jezike, kulture in tako naprej. Na koncu smo vsi eno, povezani med sabo, ne, in jaz to teoretično govorim, ti si praktično to dokazal. Ja, se strinjam. Je kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bilo dobro, da ti ga postavim? Lahko še povem, na primer, to drugo. Torej, prvo smo omenili to o osebah, drugo pa sem opazil, to spoznanje, je pa to, da mi imamo toliko enih možnosti zunaj. O življenju, o naših sanjah, o naših ciljih, o tem, kaj bi mi radi naredili. Dobesedno smo si sami sebi smo vladari, kaj lahko naredimo. In to mislim, da se mi zdi, da vsak se tega zaveda, ampak samo na površinski ravni, ko greš pa nekaj takega narediti, eno tako pot, ali pa eno tako odbito dogodivščino, pa dejansko vidiš globoko v sebi, da pač, ja, ti lahko delaš, kar hočeš, ne. Ti, ko spoznaš ti policajske načelnike v Indiji, pri katerih spiš, pa ko spoznaš neke kmete, ki nimajo nič, pa ko spoznaš neke duhovnike v teh budističnih templih, ki imajo neverjetno znanje o sebi, vidiš, da imaš toliko enih možnosti zunaj, da je neverjetno škoda, da bi se samo osredotočil pa fokusiral na eno stvar. Treba je spoznati življenje, treba ga je res živeti, iti ven v svet, uživati, smejati se, veseliti se, ker to je na koncu dneva poanta. Ampak je pa težko se tega zavedati. Tako da jaz, na primer, mladim definitivno predlagam, zdaj, ko imajo čas pa energijo, da definitivno grejo nekaj takega narediti, nekaj takega odbitega, ker ti da perspektivo, no. Ker ti da perspektivo, res. Ne samo mladim, vsem.
Zavedam se te pol, ko si starejši, je malo to težji, ampak zakaj pa ne? Če bi šel še enkrat to isto pot, ali pa če še to dogodivščino, bi kaj drugače naredil? Šel po kakšni drugi poti, bi kakšno drugačno opremo vzel s sabo, Ja. kaj bi naredil drugače? Verjetno ne bi šel, torej jaz, ko sem bil na poti na jugu Irana, sem namesto, da bi šel po Pakistanu, namesto, da sem šel po Pakistanu, sem šel pol z trajektom do Dubaja. Pa Dubaj, pa Združene arabske emirati, pa Oman, ker v Pakistanu, tam skozi tisto južno območje, bi mogel iti skozi eno območje Balučistan se imenuje, ki je zelo teroristično nevarno. Tako da zaradi tega sem se odločil raje, da grem do Dubaja, pa pol sem prišel do Omana in iz Omana do Južne Indije nisem imel pač trajekta, tako da sem mogel iti z letalom. Tako da, če bi šel zdaj nazaj, bi se bolj potrudil, da bi šel dejansko skozi Pakistan, pa vse opravil po celini. Tako da, to je edina sprememba, ki bi jo naredil. Ostalo pa isto. Jaz sem predaval v Pakistanu in neverjetno prijazni. Ja. Mislim, izjemno gostoljubni so. Ja. Mislim, nad pričakovanji. Vse to. Včasih imamo malo percepcijo drugih ljudstvih, da so taka pa taka, pa priješ tja, pa veš, da je čisto drugače, mislim, neverjetno. To, kar si sam rekel prej, ne? Dejansko, ko si ti v nekem dobrem stanju in pokažeš neko spoštovanje, dobiš to nazaj. Tako. Ja. Edino, treba je res truditi se, pa vedno imeti to v glavi, da si ti ta prva oseba, ki narediš to, ne pa da čakaš, da bo druga oseba se kar odprla do tebe. To še posebej opazim v Sloveniji. Tako, naprimer, ko sem bil na poti na vzhodu, sem videl, da res veliko oseb je takih, da so odprti že iz principa, in pol tudi zaradi tebe je to lažje se tudi tebi odpreti. V Sloveniji opažam, da je bolj tako, da smo bolj zaprti, zato je še tukaj bolj pomembno, da si ta oseba, ki si odprt. Tako da, če si odprt, pa res z veseljem spoznaš ljudi, potem se bo vsak okoli tebe spustil, pa dejansko tudi on odprl. Tako da edino tukaj je treba res si zapomniti, da sam bod vesel, pa tudi bod dober z ostalimi. Bravo. Ja. Kaj bi bila tvoja zaključna misel na koncu? Zaključna misel, to je pa stres, da je pa pritisnave. Ne, jaz bi sam rekel, če poslušate, pa ste dobili neko veselje, pa neko idejo temu, da mogoče bi tudi vi kaj naredili, tega poslušate, jaz bi rekel, da sam probite. Pa ne mislim zdaj, da greste, da se usedete 16,000 kilometrov. Tako, ni treba, da se v štuku usedete, pa greste na kolo, pa prijete do Singapurja. Sam pejte, mislim, če imate kakšne cilje, kakšne ideale, da bi radi šli na kakšno potovanje, pejte, mislim, pač življenje je toliko kratko, toliko je škoda, da imamo pa nekaj v glavi, neke percepcije, da ne moramo zaradi tega, pa tega, ker na koncu je sam to, da bolj, ko si v tem stanju, da razmišljaš, težje ti bo, Enkrat, ko si zunaj, še enkrat, neverjetno je, kako smo v nekih situacijah, se znajdemo, bomo že najdeli neko rešitev. Tako da to je najtežje. Sam, da greš ta prvi korak, da narediš, in ko si zunaj, pa že vse ok. Tako da, ko si zunaj, pa še enkrat, pa vidiš, kaj vse je možno. Tako da, ko priješ nazaj v svojo bazo, imaš kup enih novih izkušenj, pa doživeti. Tako da, to. Gašper, to je bilo zelo inspirativno. Ti čestitam. In se že veselim, da bom slišal še kakšen tvoj podvig v prihodnosti. Super. Jaz pa že ko mi čakam, da bom prišel nazaj do tebe. Hvala lepa. Ja, hvala ti. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice in spremenite svoje življenje, naredite korak preboj naprej proti želenim ciljem, rezultatom. Za vas imam eno prošnjo. Všečkajte, delite te vsebine in se naročite na naš YouTube kanal, kajti s tem nam pomagate, da lahko služimo vam in pripravimo še boljše vsebine prihodnje.